V zadnjih letih se na razpis prijavi približno enako število inovacij, a se njihova kakovost izboljšuje, je ob podelitvi priznanj v Krškem povedal predsednik regionalne komisije za ocenjevanje inovacij pri Posavski gospodarski zbornici Tomaž Žagar. Opažajo pa, da je veliko prijav iz gospodarstva. Vendar pa poznamo tudi inovacije v javnem sektorju in tudi inovacije, ki niso direktno povezane s tehničnimi proizvodi, vendar so povezane z postopki vodenja in upravljanja. Letos so imeli le eno takšno inovacijo, dodaja. Sicer pa se bodo letos za priznanje na državni ravni potegovali Daniel Mižigoj z odvodom Murina iz Katetra in podjetje Ino Brežice z mulčerjem Triplex 800, oba z zlatim priznanjem, ter kostanjeviško podjetje Rezistek z robotsko celico s submikrometrsko resolucijo, za katero so si prislužili srebrno priznanje. Ta element sam je to nekaj evrov, ampak kakega značaja pa to? Drugače, moralnega in pa higienskega, je pa neprecenljiv. Ker če bi jaz naredil tam eno stvarco, ki je vredna 1000 evrov, bi vedel krat 15% ali pa ne in koliko bi to kasiral. Tle pa ta minimalna vrednost. Direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek je ob podelitvi poudaril, da krizni časi inovatorstvu niso naklonjeni. Problem je v tem, da kolikor podjetje nagradi inovatorja, mora podjetje dodatno plačati še vse prispevke in vse tisto, kar poleg osebnih dohodkov pripada. Zato bodo pozvali ministrstvi za gospodarstvo in delo, da bi inovatorjem priznali posebno olajšavo oziroma da nagrade inovativnim ne bi sodile v osebni dohodek.